Lepo pozdravljeni v oddaji 7. Pozanimali smo se, kako je zakonom o izenačevanju možnosti invalidov. Vključili smo novice o uvedbi davka na nepremičnine in o elektronskem virusu, ki ogroža računalnike po Sloveniji. Med drugim si poglejte še rubriko Zdravje, v kateri vam ponujamo tudi par nasvetov za popestritev vašega spolnega življenja in rubriko Ali ste vedeli. Za konec pa smo z vašo pomočjo pripravili še eno rubriko, zato ostanite z nami. Po zakonu o izenačevanju možnosti invalidov, ki je v veljavi od novembra 2011, imajo tudi osebe z okvaro sluha pravico do tehničnih pripomočkov. Zdaj že več kot 2 leti čakamo seznam teh pripomočkov in pravilnik o tem, kako in kdo bo lahko pridobil določeni tehnični pripomoček. Na žalost, te pravice fizično, ne glede na to, da je uzakonjena, še ne morejo gluhe osebe oziroma naglušne uveljavljati, zaradi tega, ker še niso izpeljani vsi podzakonski akti, kot je pravilnik o tehničnih pripomočkih, ki bo dejansko zelo podrobno urejal, bom rekla, to področje. Do kakšnih tehničnih pripomočkov bojo gluhi in naglušni upravičeni, to so predvsem tehnični pripomočki, ki naj bi olajšali njihovo vsakodnevno življenje. Tukaj ne gre za medicinsko-tehnične pripomočke, kot so recimo, ne vem, aparati za naglušne ali podobno, ampak za enostavno recimo baby cry za gluhe, podobne zadeve, zvonci, različne ure. Glede vašega vprašanja, ali bo tudi računalniška in telekomunikacijska oprema na tem seznamu tehničnih pripomočkov, lahko povem to, da pravzaprav ta seznam še ni dokončen, da obljubiti ne morem, da bomo pa videli, kako bomo v teku tega usklajevanja, kaj se bomo dogovorili. Seveda bo to odvisno tudi od finančnih možnosti. Finančna sredstva za tehnične pripomočke je vlada že zagotovila v proračunu za letošnje leto. Sredstva so v višini, bom rekla tukaj, ne samo za tehnične pripomočke, ampak skupno tudi za prilagoditve vozil, ker to je drugi ukrep, ki ga tudi predvideva ta zakon, za gibalno ovirane, približno nekaj čez 2 milijona evrov. Tehnični pripomočki ne bodo povsem brezplačni, bodo pa subvencionirani. To pomeni, da v bistvu bo država, bom rekla, plačala 85%, 15% pa naj bi, bom rekla, vsak uporabnik, razen tistih, ki so prejemniki denarne socialne pomoči, tisti pa seveda bojo imeli pa popolnoma financirane. Oni bodo prišli na upravno enoto, pač dokazali bodo, da gre tukaj za gluho oziroma za naglušno osebo, in na podlagi tega bo upravna enota in pa tudi kater tehnični pripomoček iz tega seznama, ki bo del pravilnika, želijo uveljavljati. In potem bo upravna enota izdala odločbo, ampak na podlagi skratka te odločbe, odločbe, bo lahko uporabnik pri dobavitelju tehničnih pripomočkov pravzaprav dvignil tak pripomoček, s tem, da plačnik bo pa seveda naše ministrstvo. Dobavitelju bo pa on plačal to razliko, da.
leta bomo morali to plažo prilagoditi, pa daj potem to ni tako, in mi imajo to potem, in mi tam ne. Bom rekel, na hudu to bi pa treba to plažo, hodila, to plažo, da je pa bila, moj to plažo, da moj dad, ne, no, treba, potem je okej. Pa da je potem, da ti pa pomožeš bolj plažo, mi ne potrebno. Da je lahko plagotijo, da je pa ne. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti napovedujejo, da bo seznam s tehničnimi pripomočki na razpolago v drugi polovici leta. Uvedba davka na nepremičnine je dvignila precej prahu. Do zdaj smo plačevali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in še nekatere druge dajatve. Vse to bo zdaj nadomestil nepremičninski davek, ki bo lastnike na letni ravni stal nekoliko več, kot so za svoje nepremičnine plačevali do zdaj. Ko bo davčna uprava Republike Slovenije vrednost nepremičnine dokončno določila, ugovor ne bo več mogoč. Vlada, gleda, da bo imel tudi takle mlade pomoline, tu bo doktor denar. Prej da bo tudi denar, veljalo denar, tu je to tla. Tu je 5 davki, da pa 5 dole. Mora povedati, da to utvo, tu da svoje, da račune skupaj. Pa, da bo tudi nadal, tim dajo, dajo program denar, da javno. To je opovedalko, tako je to lajta, ni, tu je to, potem morali, kaj novo, da ide po, da je po fija, pa da je to, da opovedalka. Geodetska uprava je uvedla posebno brezplačno telefonsko številko 080 2215, prek katere se lahko lastniki nepremičnin za spreminjanje podatkov v registru nepremičnin naročijo za obisk območnih geodetskih uprav in pisarn. Gluhi in naglušni se lahko z njimi povežete preko klicnega centra za osebe z okvaro sluha. Obiski bodo potekali od ponedeljka do četrtka med 7:30 zjutraj in 3:30 popoldne ter ob petkih med 7:30 in 14:30. Posebna številka bo v uporabi do 31. marca, ko se bo iztekel rok za spreminjanje podatkov. Geodetski upravi informativnih izračunov novega davka ne bo uspelo razposlati do 1. februarja, čeprav bi jih po zakonu morala. Za zamudo so, pravijo na Gursu, krive predvsem zadnje spremembe nepremičninskega zakona. Zdaj napovedujejo, da bodo lastniki nepremičnin izračune dobili sredi februarja in da zamuda zavezancem ne bo povzročila težav. Na vrednost nepremičnine ni ugovora. Vlada Republike Slovenije je namreč v letu 2011 sprejela uredbo o določitvi modelov vrednotenja in na podlagi te uredbe se računa vrednost nepremičnin. Vrednost nepremičnin pa je odvisna od podatkov o nepremičnini, ki so evidentirani v registru nepremičnin.
Na vrednost najbolj vplivajo lokacija, dejanska raba objekta, starost objekta, leto obnove in uporabna površina stavb. Če želimo podatke spremeniti, lahko to storimo na več načinov, a le še do 31. marca. Kakšne podatke podamo, ni povsem poljubno. Potrebno je, da podatki izražajo dejansko stanje nepremičnine v naravi. Če s sprejetim informativnim izračunom ne soglašate, lahko podatke spremenite preko obrazca na spletni strani geodetske uprave ali preko telefona. Za spremembo podatkov potrebujete kodo, ki ste jo kot lastnik nepremičnine prejeli po pošti v letu 2010. Če kode nimate, jo lahko naročite preko telefona ali po elektronski pošti, lahko jo pridobite tudi na najbližji geodetski upravi. Posredovati boste morali enotno matično številko lastnika, zato jo pred klicem pripravite. Če bo seveda za kakšno spremembo potrebno še kakšno dokazilo, potem bo to dokazilo potrebno tudi posredovati oziroma se dogovoriti, na kakšen način ga dobimo na geodetsko upravo. Ko kodo prejmete, vstopite na spletno stran geodetske uprave in urejate želene podatke za točno določeno nepremičnino. Tam lahko vidite tudi seznam vseh nepremičnin, ki so v vaši lasti. Pomembno je, da v obrazec vnesete samo podatke, ki jih želite spremeniti, saj druge podatke pri GURS-u že imajo. Zakon predvideva 30% nižji davek za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček. Dokazila o tem naj davčni upravi sporočijo najkasneje do 15. februarja. V letu 2014 bomo plačali davek v višini 80% vrednosti, naslednje leto 90% davka, čez 3 leta pa celotno vrednost davka. Po elektronski pošti slovenskih uporabnikov je zakrožil nov virus v obliki sporočila. Pošiljatelj sporočila je domnevno Telekom Deutschland. Sporočilo vsebuje povezavo, ki s klikom nanjo sproži nalaganje virusa na računalnik. Priporočljivo je, da elektronsko sporočilo neznanega izvora enostavno spregledate. Če pa ste po naravi radovedni, najprej preverite identiteto pošiljatelja sporočila in preverite tudi, kam vodijo povezave. To naredite tako, da miško brez klikanja zaustavite na povezavi za kakšno sekundo ali dve in pokazal se vam bo pravi spletni naslov. V rubriki Zdravje bomo govorili o spolnosti. Vašega odnosa s partnerjem ne ustvarja le prijateljstvo. Spolnost je pomemben del vsakega intimnega razmerja. Zakaj ga ne bi popestrili? Tokrat vam ponujamo 3 nasvete, kako to storiti. Prvič, presenetite ga. Včasih je vse, kar potrebujete, le novo erotično perilo. Včasih pa je potrebno še kaj več.
Zakaj ne bi s partnerjem obiskala erotične trgovine in skupaj raziskala svoje intimne želje? Drugič, prekinite rutino. Pogosto si ne vzamemo dovolj časa drug za drugega, dokler zvečer ne ležemo skupaj v posteljo. Vzemite si čas in prostor. Včasih je lahko kuhinjski pult veliko bolj zanimiv kot večno vračanje v posteljo. Tretjič, novi položaji. Najlažji način, kako popestriti svoje spolno življenje, je s preizkušanjem novega položaja. Lahko gre le za rahlo variacijo položaja, ki ga že poznate, a bo to vseeno učinkovita sprememba. Kak drug položaj pa bo, na primer, lahko nekoliko bolj zahteven in bo za koga morda potrebno precej gibčnosti. Kakorkoli, če le enkrat v tednu poskusite nov položaj, bosta oba s partnerjem začela doživljati stare stvari na nov način. V rubriki Ali ste vedeli vam tokrat ponujamo dve zanimivi novici. Ali ste vedeli, da je najdaljši teniški dvoboj v zgodovini potekal v Wimbledonu leta 2010, ko je Američan John Isner premagal Francoza Nicolasa Mahuta in trajal kar 11 ur in 5 minut. Igro sta morala nasprotnika igrati za športni dvoboj nepredstavljive 3 dni zapored. Ste vedeli tudi to, da se pari še vedno poročajo na Blejskem otoku? V skladu s tradicijo mora za dolg in srečen zakon ženi in nevesto nesti v naročju po 99 stopnicah, kolikor jih vodi na otok. Za konec pa smo pripravili za vas rubriko Fotka tedna. Vabimo vas, da sodelujete v naši rubriki, tako da nam pošljete zanimive fotografije, ki ste jih posneli na elektronski naslov spletna.tv@zveza-gns.si z naslovom Fotka tedna. Mi pa bomo izbrali najlepšo fotografijo in jo objavili vsak petek pred koncem oddaje. Pošljite nam torej del nepozabnih trenutkov iz vašega življenja. Lepo se imejte in nasvidenje.